Hej, fantje, Ivan je tukaj in ne boste verjeli, kaj smo danes odkrili. Izkazalo se je, da Stan in Mike hodita na najbogatejšo šolo na svetu in nismo vedeli o tem. Vse tam je iz zlata, zlate stene, zlata tla, zlati jedilnici in celo zlata telovadnica. Sliši se precej noro, kaj ne? Ampak odločili smo se, da se vtihotapimo v to šolo in vidimo, kakšna je. Fantje, poskrbite, da boste gledali ta video do konca, da ne zamudite najbolj norega dela. Prav, dejansko moramo ugotoviti, kako bomo šli v šolo. Se vtihotapimo, pretvarjamo, da smo novi učenci in bum, smo noter, tako preprosto je. Ustvarimo načrt. Počakajte, ampak preden se vtihotapimo v to šolo, fantje, prosim, pritisnite na gumb za naročnino. Dajmo, prosim, hvala vam. Vav, to je tako cool šola, počakaj, verjetno bo veliko stražarjev. Ja, kako bomo torej prišli noter? 2 very boring minutes later. V redu, počakajmo, da stražarji minejo, nato pa hitro stečeš noter. V redu, ja. Počakaj. V redu, zdaj pojdi. Vav, poglej okoli, to je luksus najvišje ravni. Hej, ustavi se, kaj če je pod alarmom? Veš kaj, morava najti uniforme, da se zlijeva z ostalimi. V temle ne moreva noter. Oglej, nekateri omarice so odprte. To je čudno, običajno so v moji šoli zaklenjene. Ja, ampak mislim, da tukaj nihče ne krade, zato se nihče ne zmeni. No, mislim, da se bo to zdaj spremenilo. Kaj misliš, Ivan? Mislim to. Vav, tole bom vzel. V redu, Ivan, tole bom vzel. Ima vse, kar potrebujemo, uniformo, čevlje, šolske torbe. Poglej, tu so celo zlate knjige, vzemem kolikor lahko. Upam, da bo to izboljšalo moje branje. Zdaj se lahko zlijeva z ostalimi. Zamenjajva oblačila. Kako izgledam? No, to je malo izven tvojega sloga, ampak je zlati luksus, kaj pa jaz? Izgledaš kot $1 milijon. Oh, fantje, kaj delate tukaj? Mi samo... Samo greva v razred. Zvonilo je že zdavnaj. Oprosti, zadržali so nas pri zadnji uri. Vaši obrazi so mi znani. Ja, seveda, hodimo sem vsak dan že 1 leto. V redu, bolje, da pohitita. V redu, bomo. To je bi bilo blizu. Pojdimo v razred. In tako potrojite svoj dohodek. Pozdravljeni, učitelj, oprostite, ker zamujamo. Ravnatelj nas je zadržal. Je to Marija? Dober dan, brez skrbi, včasih dovoljujem svojim učencem, da zamudijo. Cool. Ja, to so oni. Torej ste novi otroci, kaj ne? Tako je. V redu, spoznajmo se. Predstavite se. Živijo, moje ime je Ivan. Moje ime je Stanley. In jaz sem Marija. Moje ime je Mike. Jaz sem gospod Rich, prosim, usedite se. Vav. Tako svetlo je tukaj. Zlata šola, tako cool. Zlata šola, tako cool. Počakaj, zakaj ste tukaj? Tiho, samo svojim naročnikom želim pokazati vašo zlato šolo. Fantje, pritisnite všeč, če bi želeli študirati v taki šoli. V redu, pretvarjajmo se, da vas ne poznamo. Dolgujete nam, prav? Torej nadaljujmo z našo lekcijo. Tema je črkovanje blagovnih znamk. Ivan, pridi k tabli, prosim. Jaz, v redu. Prosim, napiši ime blagovne znamke Louis Vuitton. Louis kaj? No, bom poskusil. Louis Vuitton. Vav, 2 napaki pri tako priljubljeni znani blagovni znamki, kako si drzneš. Zelo mi je žal, samo nikoli ne nosim teh stvari. To je osnovno znanje. Vsi bi to morali vedeti, tvoja ocena je 2, sedi. Louis Vuitton. V redu, zdaj razumem. V redu, Marija, ti si naslednja. Fantje, dobil sem 2, kakšno ocenjevanje je to? Ocene, ki jih dobiš, so denar, ki ga dobiš. Ja, zaslužil si svojih $200. Kaj misliš? Slabi odgovori ti dajo $200, dobri pa $500. Vav, to je tako cool. Šola mi že začenja biti všeč. Ja, ampak ta lekcija o črkovanju blagovnih znamk je tako težka, ne morem več tega. Torej, Marija,
pokaži nam, kako se črkuje ime blagovne znamke Vetemens. Vem tu. Dobro opravljeno, Marija. To je 5, prosim, sedi. O, 5 je dobro. To je $500. Kako si vedela to? Ker sem videla Stanleya nositi eno izmed teh majic. Ja, imam takšne, morda 26 v svoji zbirki. Kaj je ta lep zvok? Oh, to je samo zvonec, poslušaj. UAU, zanimiva izbira za zvonec, všeč mi je. To je vse za danes, pridite po svoj denar. 600 za Stanleya, 300 za Mika, 200 za Ivana, 500 za Marijo. No, to je res dobra motivacija. UAU, kakšna luksuzna telovadnica za športno vzgojo. Me zanima, kako izvajajo športne ure tukaj. Zlato izgleda tako težko. Postavite se v vrsto. Danes, kot vsak dan, imamo prvenstvo za najboljšega atleta v šoli, ne bo lahko. Super, kaj če zmagovalec dobi $100? Začnimo z izzivom moči. Kdor naredi največ počepov z utežmi, dobi točko. Ampak gospod, to ni pošteno. Fantje so zagotovo močnejši. Pravilo pravi, dekleta rezultati štejejo dvojno. To je že bolje. Če ne, ni pošteno, bom vseeno njihov prvak. Dovolj govorjenja. Pojdi. Mislil sem, da bo lažje, imam le še eno ali dve v sebi. Še ena. Daj no. Lahko naredim samo še zadnjo. Čas je potekel. Izgleda, da je Marija zmagala. Čas za zlato v košarki. Dajmo. Lahko narediš bolje. Poglej moj zlati met. Spet mi je uspelo že v prvo. Kar dober sem v tem. Daj vse od sebe. Nice. Čas je potekel. Imamo zmagovalca Ivan, zadnji izziv, zlati kazenski streli. Zmagovalec dobi točko in zlati čevelj. Pokaži, kaj imaš. Ja! Zakaj plačujem za šolo? Ja! V redu. Ivan, ti si najboljši strelec šole in najboljši atlet. Zmagal si zlati čevelj. UAU, gremo! Ne pozabi na svojih stop. Hvala! Poglej se. Človek, tako sem lačen. Gremo nekaj pojesti. Ja. Če je to naša ura športne vzgoje, me zanima, kako bo izgledala menza. Ja, verjetno je kot zlata hrana ali kaj podobnega. UAU, celo sadje je zlato. Daj no, sploh ne bi bil presenečen, če bi imela ta menza Michelinove zvezdice. V redu, ne izgledajmo neumno, Mahana. Obnašajmo se naravno. Odločili ste se nekaj pojesti, kako vam je všeč naša šola do zdaj. Vse je zlato, tako svetleče je. In dobimo denar, res mi je všeč. V redu, zdaj je čas za pravo kosilo. V redu. Ali boste resnično to pojedli? Ne, to je samo za naše pse. Pozabili smo Jim dati. Ne strašite me tako, za trenutek sem mislil, da boste res to pojedli. Daj no, kaj misliš, da smo, da bi jedli takšno hrano? Tukaj je moje naročilo, burger z nekaj zlatimi nožeti, prilogo krompirčka in seveda zlata krov. To je toliko zlata.
Izgleda dobro. Naš meni je vrhunski in za vaju bi predlagal verjetno agu zrezek, je zagotovo eden mojih najljubših. Tukaj je naš meni in ne pozabite na zlati agu zrezek. Da agu, vem, hegi ug, kaj ne, jih spremenijo v hrano. Kaj pa tvoja glavna jed? No, že sem sit, mislim, da bi bila napitnina $100 dovolj. O moj bog, $100. Se vidimo kasneje, imejte lep dan. V redu, adijo, Marija, a resno misliš? Ne skrbi, vrnila mu bom. V redu, mislim. Lahko dobim nekaj ostrig, prosim? Kaj imamo tukaj? To je bilo okusno. Ja, res super malica. Pozor, študentje, nujno pričakujem vse v razredu. Se sprašujem, kaj se je zgodilo? V šoli se lahko zgodi karkoli. Upam, da nam bodo dali več denarja, sem pripravljen na to. Oh ja, tudi jaz to želim, pojdimo. Danes imamo incident v šoli. Kaj se je zgodilo? Ne vemo, še ni nič povedal. Po naših podatkih se je nekdo utihotapil v šolo. A ne rabite paničariti, preiskava že poteka. Ampak že imamo nekaj, vsiljivec je pustil dokaze. Za varnost vseh bomo izvedli majhen poskus nič resnega. Začnimo pri tebi, pokaži mi svojo nogo, ne Stanley. Nisem ničesar narobe storil, že dolgo me poznaš. Daj, pokaži mi stopalo. Katero? Ni važno, pokaži mi. Zdaj. Moram nekaj narediti. Imam idejo. Gospod, mislim, da bi bilo lažje, če preverimo kamere. To je odlična ideja, lahko greste, pojdite pojesti nekaj kaviarja, vsiljivec bo kmalu ujet, gremo. Fantje, to so vsiljivci, čaka nas hitro. Marija, kamere, resno, zlahka nas bo ujel. Medtem ko bodo na odmoru, bomo izbrisali posnetke. Je to sploh zakonito? Vse jasno, gremo. V redu, odpri, imamo le nekaj minut. Ampak ničesar ne dotikaj. V redu, samo poglej vrata. Kakšno je geslo? Oh, počakaj, poglej Gold School is the best. Daj no, uspelo je. Pohiti, mislim, da prihaja, slišim korake. Samo nekaj minut in bom nazaj. In kaj delaš tukaj? Samo, veš. Lepa zlata ribika, mimo grede. Hej, moja zlata ribika. Torej, kakšna je tvoja razlaga? Samo želeli smo preveriti tvojo šolo, veš. Aha, Iskreno, smo dobri ljudje. kaj naj torej naredim z vami dobrimi ljudmi? Samo prosim, ne pošljite nas v zapor. Ne, imam drugačno nalogo za vas, veliko bolj zanimivo in uporabno. Kaj je to? Ne more biti tako slabo. Much later. To sploh ni zabavno. Vsaj svobodni smo, lahko bi bilo slabše. Nikoli več ne bomo tega storili. Ne sproščajte se, pred vami so še 3 sobe in menza. Dajmo, začnimo delati. Fantje, prosim, naročite se.